v svojih po poglavjih, kakor jih imate ponavadi v svojih dokumentih, nekaj bo pa še taki bolj splošni. Tako da, če začnemo kar s temi bolj splošnimi priporočili, pogosto vidim, da poprej ljudje razumejo kot tekmovanje podjetniških idej, kar pa v resnici ni čist, ne. To je v resnici tekmovanje ekip, podjetniških ekip, ki morajo pokazati in dokazati, da so se lotile razvoja svoje ideje na pravi način. Na koncu se komisija ne sestane pa se pogovarja, kaj se pa tebi zdi, katera ideja je pa boljša, a misliš, da je ta boljša, misliš, da je ona boljša, ampak se predvsem pogovarjamo o tem, kdo je pa največ energije vložil v to, kdo je pa delal stvari na pravi način, kdo pa je zbiral podatke, kdo pa je preverjal. Skratka, tukaj ni cilj, da z nekimi superlativi pa z nekimi ocenami, kot trg je zagotovo velik za naš produkt, ne, vsi bi to želeli, vsi imajo problem, ni cilj, da s takimi superlativi opredelite oziroma dokažete, čeprav to niti dokazi nisem, da je vaš produkt dober, ampak je predvsem cilj delati stvari na pravi način. Tako da se bomo danes predvsem pogovarjali o tem, kako delati stvari na pravi način. Ena večjih teh splošnih še težav, ki jih vidim v dokumentih, je, da so ogromno nedoločnikov uporabljajo. Nedoločnikov v smislu besed, ki same po sebi nimajo kakšnega posebnega pomena. Te besede recimo so veliko, dokaj, še kar, precej, mislimo, ocenjujemo, ne, take zadeve. Pejte na koncu res skozi svoj dokument, pa ven zbrište vse take besede. Naš trg je velik. Kaj zdaj to velik? Naš produkt je kvaliteten. Kaj zdaj to kvaliteten? To so pač stvari, ki imajo več različnih razlag. In zdaj, kaj si jaz predstavljam kot kvaliteten produkt, je lahko čisto nekaj drugega, kot si nekdo drug predstavlja. In zdaj, kako ne vemo, kaj si vi predstavljate kot kvaliteten produkt? Oziroma še bolj pomembno, kaj si vaše stranke potencialne predstavljajo kot kvaliteten produkt. Ali pa dobro razmerje med ceno in kvaliteto, recimo, to so še take splošne stvari, ker nimaš kaj z njimi. Jaz ne vem, če vidim noter kvaliteten, zame kvalitetna hrana, mogoče taka, ki je bila blizu, ki je zrasla blizu mojega doma, da se ni rabila voziti čez pol Evrope. Za nekoga drugega bo kvalitetna hrana taka, ki bo pridelana na biološki način, na ekološki način. Za tretjega bo dobra hrana tista, ki ima dober okus. Oziroma kvalitetna hrana. Se pravi, vsak ocenjuje pol kvaliteto drugače. Tako da pejte stran od takih besed, ki pa niso tako redke. No. Ker take besede ponavadi, če druga stvar, kar pomeni, da v bistvu ne veste, pa napišete, naš trg je kar velik. Ne. To pomeni, da ne veš, koliko je velik v resnici. Ne. Da napišeš kar, dokaj, precej, ne, in tako naprej. Tako da, evo, to je tako zelo, zelo priporočilo za vsako ekipo praktično, in ker to se v praktično vseh dokumentih pojavlja. Pejte na koncu skozi pa poglejte, kje imate noter neke besede, ki v resnici prav zelo veliko ne pomenijo. Potem naslednje tako splošno priporočilo je naslednje tako splošno priporočilo je, da naj bo noter v vašem dokumentu čim več podatkov. Podatkov, ki so vezani na, kako se ponavadi to začne, pa kako ponavadi to izgleda. Pogovarjali smo se z 3 potencialnimi kupci, recimo. Naredili smo, usedli smo se skupaj z fokusno skupino, smo naredili, pa smo se s 4 usedli, ki mislimo, da so naši potencialni kupci, pa smo se z njimi pogovarjali o tem, kaj so dejansko njihove potrebe. To so zdaj podatki. Opis neke hipotetične situacije ali pa opis tipa vsi ljudje se srečujejo z težavami, kot so stres, ne. To ni podatek. To pa če zdaj neka taka splošna opredelitev, pa spet smo z unim nedoločnikom noter, oziroma z besedo, ki ne pove, kaj dosti vsi. Kaj je to vsi? Sigurno niso vsi pod stresom, ne. Prav ne tega sploh pisati noter. Tako da, kjer se le da, probajte utemeljiti, kakšne lastnosti bi imel vaš produkt na podlagi podatkov. Se pravi, če vas kadarkoli vpraša, zakaj je rdeče barve, zakaj je toliko velik, zakaj je tak volumen, zakaj ima tako ceno, naj bo v zadnji nek podatek, s katerim lahko zagovarjate to. Ne pa, ker se nam je tako najbolj zdelo. To ni podatek. In najboljši podatki pridejo pa iz testiranja. Kar nekaj ekip jaz vidim vsako leto, ki ste toliko daleč, da imate dejansko nek produkt ali pa storitev, ki ste ga že testirali, ste ga že nekomu pokazali in dobili neke povratne informacije, ki so vam jih ljudje dali. To so najboljši podatki. In če imate to
uporabite in poudarite to večkrat noter. Ker jaz tudi pogosto vidim, da noter pišete tako zelo na splošno stvari, pa se s kom pogovarjam, pa ne, se to smo naredili, če ste naredili, napišite noter, da ste naredili, da ste testirali. Ne take stvari slučajno pozabiti napisati, kar se zgodi v parih primerih vsako leto. Platno poslovnega modela, če ga uporabljate, Business Model Canvas, oziroma platno poslovnega modela, sem in te vidim, kakšna ekipa to uporablja, čisto splošno priporočilo, kar se tega tiče, vedno se dela 2, na enega se piše gor predpostavke, kaj se vam zdi, na drugega se piše gor podatke, kaj ste zdaj preverili in veste, da je tako. Se pravi, kaj so najboljši marketinške kanali do strank, na enega napišete, nam se zdi, da so najboljši Facebook, Instagram, TikTok, to, na drugega napišete, smo testirali, smo preverili in na podlagi podatkov ugotovili, da Facebook je brez veze, ker naših strank tam ni, TikTok pa Instagram pa ja, zato ker so naši uporabniki skupina, ki je tam gor. Se pravi, na enega pišete, kaj mislite, pa še nimate podatkov, na drugega pišete pa samo tisto, kar imate podatek. To je najpogostejša napaka, ki jo vidim z platnim poslovnega modela, je, da se dela samo enega, ki je domišljijski spis. Ne pa dejansko podatki, ki bi kaj povedali, ampak so gor neki razmisleki in zgleda, ker nekdo sosedo v 1 uri pa nekaj se zmislil pa gor napisano. To je pač domišljijski spis. Še 2 priporočili, taki splošni, ki jih pogosto vidim. Eden je, da povzetek napišete tako kot eno reklamno sporočilo, pa precej tako osnovno za nek produkt. Ne bo povzetek samo opis produkta, naš produkt je to pa to pa to. Povzetek ne bo povzetek celotnega dokumenta. V celotnem dokumentu pogledajte, kaj so vsa poglavja dokumenta in iz vsakega poglavja, kaj črpajte pol, kar date povzetek. Povzetek ni namenjen temu, da nekdo tisto prebere, pa je to top shop tip teksta. Naš produkt je pa najboljši zato, ker omogoča to, pride prav vsem, ki imajo to. Ne na tak način tega delati. Delajte na povzetek kot povzetek vseh aktivnosti, vsega dela, ki ste ga vložili v to noter. Prav, napišete noter, zbirali smo podatke, zdaj razumemo, kaj so dejanski problemi, na to smo odgovorili z nekim produktom, storitvijo, ki ima te lastnosti, ki smo jih potem preverili, testirali in ugotovili, da in tako naprej. Tako da povzetek ne bo predvsem tako povzetek dela pa celotnega dokumenta, ne pa marketinški nek top shop tekst v 5 vrsticah. In pa še zadnjo so splošno priporočilo, ko naštevate karkoli, naštevajte tako, da ima neko logiko, zakaj je ena stvar na prvem mestu, pa ne na drugem, pa ne na tretjem. Se pravi, naj se ne našteva opcije pa so, ne. Marketing bomo pa delali prek Facebooka, pa Instagrama, pa TikToka, pa e-mail bomo pošiljali. Prav, zakaj ste zdaj našteli na prvem mestu Facebook, na drugem TikTok, pa na tretjem Instagram, pa to. A to zdaj je neka hierarhija, to je najboljši Facebook, ali to je kratko nekaj, ko ste se malo spomnili, pa ste pač slučajno v takem vrstnem redu našteli, pa je bilo čisto vseeno, če bi to obrnili okoli. Tako da kjerkoli so kakršnakoli naštevanja, naj bo neka logika v ozadju, zakaj je neka stvar na prvem mestu, nekaj na drugem, nekaj na tretjem, pa malo pojasnite to logiko. Se pravi, glede na to, kje če delate nekaj, ki je namenjeno od 20 do 30, pa ženskam, pa mladim mamicam, recimo, pa je precej logično, da boste rekli, ko smo se pogovarjali s 5 mladimi mamicami in pogledali, kje aplikacije socialno mrežo na telefonu največ uporabljajo, smo ugotovili, da vse imajo Instagram, samo 3 imajo TikTok, nobena pa Facebooka več ne gleda. Ok, zdaj imamo logiko, zakaj boste rekli, najprej se bomo ukvarjali z Instagramom, ko bomo to res dobro naredili, bo naslednji TikTok, Facebook pa ne bo. Okay. Se pravi, zdaj razumemo, zakaj ima to naštevanje nek vrstni red. Okay. Pojdimo zdaj na priporočila vezano na posamezen poglavje, ki jih imate v poslovnih načrtih, oziroma v vaših dokumentih. Vse bojo zelo podobna, malo se bo vezano na to, kar smo že povedali, ampak za vsak slučaj še enkrat, tisto, kar se ponavlja z razlogom, zato ker je res pomembno. Prva, zopet, in to se ponavlja, podkrepite probleme s podatki. Se pravi, ko pišete noter v smislu, da današnje življenje pa je naporno in ljudje so dolgo v službi in potem se vozijo veliko domov in nimajo časa za to, da bi kaj zdravega pojedli in rešitev naša za to je. Dajte tukaj noter neke podatke.
Se pravi, na podlagi pogovorov z 10 visoko izobraženimi ljudmi, ki imajo zahtevno delovno mesto, smo ugotovili, da ali pa statistični podatki Evropske unije, ko so preverjali, kažejo, da in tako naprej. Skratka, eno ozadje rabite, da ne zgleda, kot da ste to pač nekje iz zraka potegnili, kar ste noter napisali. Ker ponavadi se to spet, pol, ko to bereš, imaš dve vprašanje. Prvo vprašanje je, oni res to vejo, ali so to pač se tako malo zmislili, vse skupaj. Drugo vprašanje pa je, ki ga pa tukaj si pol postaviš, pa je, a to, kar tukaj oni govorijo, sploh je v resnici res. Ali mogoče ni, ali je to samo tako top shop, pač nekaj smo napisali zato, da bo izgledalo, kakor da to, kar delamo, ima kakšno smisel. Ker če ne bi napisali, da ljudje želijo zdravo živeti, pol je naš produkt za zdravo življenje brez veze. Skratka, opredelite to z nekimi podatki. Če pač imate nekaj za vegane, vegetarijane, napišeš noter. Na podlagi podatkov Inštituta za zdravje smo ugotovili, da od leta 2010 do danes se je število ljudi, ki se prehranjujejo vegetarijansko, povečalo za 2-krat. Ok, cool. Razumem, da to, s čemer se vi ukvarjate, očitno je nek trend v ozadju, ki bo omogočil, da bo iz tega nek posel. Naslednje potem je, dajte tukaj noter, ne dajati pri problemih noter neke hipotetične situacije, pa tudi, ko opisujete stranke, še enkrat bo isti tam komentar, ne noter dati hipotetičnih situacij, pa hipotetičnih strank. Naša tipična ali pa tipičen ali pa naš idealni uporabnik je pa Mojca živi tam pa tam. To zdaj spet zgleda, kot da se je nekdo usedel pa nekaj si izmislil. Dajte v takih primerih iti drugače. Pa rečete, ko smo se pogovarjali z 5 ljudmi, ki to doživljajo v življenju nekaj, kar mi mislimo, da bomo mi reševali, nek problem, smo ugotovili, da 3 od teh ali pa 2 od teh ga pa res dosti bolj doživljata, pa sta že iskala rešitev za to, pa jo nista najdla. No, in ta 2 pa sta, in pol jih opišete. Zdaj je meni dosti bolj jasen, kako ste prišli do tega, zakaj te 2 osebi opisujete, pa da tisto, kar opisujete, ni nekaj malo izmišljen, pa sploh ne vemo, če obstaja, pa je to neka taka persona, ki je izmišljena, ki je brez veze, ampak je to dejansko nekdo, do katerega vi pa lahko greste, ki imate svoj produkt, pa ste precej prepričani, da bo to nekdo, ki bo vsaj pripravljen bil testirati vaš produkt, če že ne tudi kupiti. Se pravi, ne bojo primeri konkretni, pa ne bojo situacije, ki jih opisujete, konkretne, ne pa izmišljene. Pogosto se tudi dogaja, da se uporablja samo en vir podatkov, se pravi samo ankete, samo pogovori, samo etnografija, samo fokusne skupine, ponavadi to samo anketa, pa samo pogovori, ponavadi samo anketa. Praviloma se tukaj zato, da se zniža tveganje, da imate ziher prav, da podatki, ki ste jih dobili, so ziher ta pravi, se uporablja več kot en vir. Tako da, ko boste, vse te stvari pol še vedno lahko, ko imate končne predstavitve, še vedno tam lahko veste, kaj vse ste delali, ker je tudi zdaj ocenjeno. Ampak pravilo tukaj nekako je, če naredite anketo, naredite še 5 pogovorov z potencialnimi strankami ali pa 10, in če vam pogovori kažejo isto kot anketa, pol je fajn, če vam pa ne, pa je nekje nek problem. Potem naslednja stvar, ki se pri problemih približno polovici primerov še vedno pojavlja, je, da problem argumentirate s tem, oziroma potrebo argumentirate s tem, da nekaj še ne obstaja. Ampak to, da nekaj še ne obstaja, ali pa da se ne prodaja, ni nujno, da je zdaj nek problem. Tako kot bi rekel, nihče na Aljaski ne prodaja ledu. Ja, bežno. To zdaj ni problem. To pač tako je logika v zadnji za to, da tako to je. Tako da to, da nekaj še ne obstaja, ni samo po sebi problem. Pazljivo to so spet nepavšalne opredelitve, kar same po sebi. Ko bereš pol, pa probaš oceniti, se nič fajn ne berejo. In pa fajn je tukaj imeti eno tako analizo alternativ, se pravi, kaj so pa še druge, tukaj imate to pa malo s konkurenco povežete. Kaj so pa še tiste druge storitve ali pa izdelki, ki se za isti kupček denarja, kot se ga boste vi tepali, se tepajo za isti kupček denarja. Se pravi, če imate
recimo, ne, če imate neko storitev za preživljanje prostega časa, ne, kaj so vse še storitve za preživljanje prostega časa za srednješolce, ki so konkurenca. Ne. Se pravi, če delaš, ne vem, jaz sem ta trampolin park v Ljubljani pomagal postaviti, ne. Če delate trampolin park v Ljubljani, niso samo trampolin parki konkurenca, je tudi kino, pa je tudi bazen, pa je vse živo, ne. Ki jih hkrati se za isti denar bori. Ne. Ko nekdo se odloča, kako bo prosti čas preživljal, se med vsemi temi alternativami odloča. Potem konkurenca tukaj zelo lepo izpade, če je kakšna taka tabelica, kjer se sistematično lepo pogleda, kateri so konkurenčni ponudniki ali pa izdelki, so tukaj našteti in potem za vsak izdelek par podatkov, kakšna cena, po kateri se prodaja prek spleta ali se ne, koliko različnih vrst izdelka obstaja, so kaj čudnega počnejo, kakšen čuden način marketinga uporabljajo. Ne. In pa, če se le da narediti, dobiti podatek nekoga, govoriti z nekom, ki je ta izdelek konkurenčni ali pa storitev že uporabil ali pa že kupil, pa dobiti od njega kakšno povratno informacijo. Zakaj je to kupil? Zakaj je pa izbral točno ta izdelek? Kaj pa je bilo tisto ključno, kaj je bilo tisto najpomembnejše, zaradi katerega si ravno njih izbral? Tako spet pokažete, da zbirate informacije in da vam je učenje tukaj bistveno. Zato, da se boste naučili čim več o tem, kaj je to, kako se dela s tem produktom, ki ga vi imate, s tem izdelkom, z nekimi strankami, kako se tukaj potencialno dela lahko nek posel. Okay. Kar se kupcev tiče, tole smo že povedali, skratka, ne bojo fiktivne stvari, ta idealen kupec naj bo opis dejanskega uporabnika, za katerega ste ugotovili, da v življenju nekaj doživlja, kjer mu vi lahko zelo pomagate. Naj bojo stvari specifične, ne splošne, spet se malo ponavljamo, ne, recimo, ne. Naše stranke so pa vsi, ki se prehranjujejo vegetarijansko, ali pa naše stranke so pa vsi, ki želijo se zabavati v prostem času. Ne, tako. Spet s tem nimaš kaj početi, to so zdaj to vsi. Kaj, to so zdaj lahko en 7-letnik, pa en 17-letnik, pa en 70-letnik, ali ne, en vegetarijanc imate lahko enega, ki se zato prehranjuje, zato ker je to zdravnik predpisal, pa noče tega, ali pa imate enega, ki res verjame, da živali ubijate pa res groza, pa imate drugega, ki pa sam ne mara mesa, pa ga nič ne zanima. Ne. Imate znotraj tega zelo različne ljudi in vse zmetati v en koš je res lahko nevarno. No. En taka tipična, recimo, ki jo vidimo tukaj, je naši potencialne stranke so pa mladi. Kaj je to mlade? Ali pa družine. Kaj je to družina? Ne, družina ima lahko enega otroka, lahko ima 5, lahko ima enega enoletnega otroka, lahko ima 3 odrasle otroke. To niso vse iste družine, ne? Oziroma enake družine. Ne? Tako da previdno tukaj, ko se ta beseda vsi ali pa take splošne, kot je družina, mladi, upokojenci, ne, premožnejši, ne, take imamo pol, nekdaj, tako previdno s temi besedami. Ker sami po sebi ne povejo prav zelo veliko. In pol spet, ko bereš to, pa probaš neko logiko iz tega ven potegniti, si ponavadi spet s to dilemo, ali resnici vejo, ali so to samo tako napisali, ker se jim tako zdi. Ne, podatka pa ni. Potem, če imate več različnih tipov idealnih kupcev, segmentov, ciljnih skupin, person, kakor hočete temu reči, to so se precej pomenke, ne čisto, ampak precej. Če jih imate več, ne bojo opredeljene koristi za vsak segment. Skratka, zakaj ste to 3 različne idealne kupce našteli? A so to različne ali je to samo v bistvu istega kupca 3-krat opis, samo na malo drugačen način? Ne? Po logiki je, da naštejete 3, ki so vsak malo drugačen. Ne? Eden je tak, ki ga ne boste mogli prek Instagrama pa Facebooka dobiti, ne? Pa bo malo drugačen, zaradi njega boste mogli delati stvari, ali produkte, ali pa marketing prodaje malo drugačne. En drug bo tak, ki ga boste mogli za njega produkt narediti zelo enostaven, pa preprost za uporabo, en drug bo tak, ki čisto paše, da so stvari malo bolj tehnološko napredne, ne, recimo. Tako da, in pol je treba zaradi tega opisati, kaj točno je zdaj tisto, kar boste vi temu specifičnemu kupcu, kaj točno bo imel od vas. Bo imel od vas to, da v nečemu življenju pomagate, ali bo imel od vas to, da se bo lahko pohvalil pred prijatelji, kaj neki prvi na svetu lahko kupil, ne? In tako. Skratka, probite tukaj za vsak posameznega kupca, vsak posamezen segment te koristi opisati. Previdno pri tem, ko se uporablja besede uporabnik pa kupec. Kupec je načeloma tisti, ki da denar, uporabnik je pa tisti, ki uporablja. To ni nujno ista oseba. Sploh tisti, ki boste, in sem pa kakšnega tazga vidimo, ko prodajate izdelke firmam,
ne pa ljudem. Se pravi, delate nekaj za podjetje, ki bo podjetju pri nečem pomagalo. Zdaj, tle sta dve težavi. Ena težava je prva, podjetje kot tako konec ne kupi. Še vedno bo en človek nekje v enem podjetju kupil, podpisal, se odločil. Ne? Tako da že govoriti, da prodajamo podjetjem, je narobe, je samo po sebi. Drugo pa je, da znotraj podjetij ponavadi je ta način, kako se oni odločajo o tem, kaj bojo kupili, za koliko bojo plačali, kdaj bojo plačali, koliko tega bojo kupili, lahko zelo kompliciran. Ni to ena oseba, ki se to odloča, ampak so lahko trije. Od tega dva sploh ne bosta uporabnika, bosta pa kupca. Tako da previdno, ne, odločala bosta, da oni kupijo, ne bosta pa na koncu uporabljala. Tukaj sploh, ko se dela kakšne stvari za mlajše, recimo, ali pa se dela kakšne stvari, ki so za darilo namenjene, pa, ne, je pomembno, da se pol vpiše to razliko. Kdo bo to kupil, kdo bo to uporabljal. In kaj on, ki kup v bistvu hoče, ne, kaj pa on, ki uporablja, ker nujno isto. Ne. Jaz, ko nekaj kupam, pa je to za darilo, lahko hočem nekoga presenetiti, pa da si bo on fajn mislil o meni, pač bo s tem nekaj drugega delal, ne. Na drugo potrebo pri njemu zadovoljite, kakor pri meni, ne. Pri meni zadovoljite potrebo, da se mi ljudje zahvalijo, pa da imajo občutek, da so mi nekaj dolžni, ne, zato, ker sem jim neko lepo darilo prinesel, ne. Pri njemu boste pa neko drugo potrebo s tem zadovoljevali. Besedo potencial na splošno probite ne uporabljati, tega še vedno veliko vidimo, ne, ker je noter, ja, mislimo, da ima naša ideja velik potencial, zato ker, ne, in pol se nekaj piše, probite tega ne uporabljati. Ne veste, kakšen potencial ima v resnici, to se pol pokaže skozi čas, tako da v teh stvarih jaz ne bi pisal. Kar se rešitve tiče, tisto, kar pa vašega produkta, zdaj, ko opisujete, kaj je zdaj vaša storitev oziroma vaš izdelek, je tukaj najpogostejša težava ta, da ni povezave med tem, kar ste prej pisali, da so problemi uporabnikov, pa to, kaj so zdaj lastnosti vaše rešitve oziroma vašega produkta, vaše storitve. Ne? Prej se je pisali neki problemi, ki obstajajo, pol pa kle se pa zdaj kar piše v nekih lastnostih, ja, ne bo pa take barve, pa te velikosti, pa tak volumen, pa tokle bo stal, pa tako naprej. Okay, ampak kako je zdaj to, te vse stvari, ki ste jih našteli, rešuje tiste probleme, ki ste jih prej našteli? Se pravi, tukaj pravilen način bi bil na podlagi problemov, ki smo jih prej opisali, smo naredili teste produkta in ugotovili, da najprimernejša barva je ta, najboljša volumen je ta, cena, ki jo naša ciljna skupina ali pa naši uporabniki, ki smo jih opisali v tem poglavju, so ocenili kot najboljšo je tale. Ne? Tako da imate na koncu vse te lastnosti izdelka pa storitev opredeljene. Sprav, če bi vas jaz vprašal, ko imate predstavitev, zakaj je pa to take barve, zakaj pa take velikosti, zakaj se pa tam prodaja, imate nek odgovor, ki temelji na razumevanju vašega problema, sprav, na podatkih, ki ste jih tam dobili. Ne pa na nekem razmisleku, ki je še vedno bolj stvar domišljije, kakor pa v resnici nekih podatkov. Potem sta pa še dva izziva, s katerimi se sem in tja srečamo, ne zelo pogosto nasrečamo, ampak eden izziv je, a se to sploh da narediti, kar vi hočete narediti, in pa a se to sme narediti, kar vi hočete narediti. Sploh tale zakonske omejitve, če je tukaj kakšna hrana, kakšna kozmetika, kakšne take zadeve, se hitro srečamo s tem, da pa obstaja morda kakšna težava na strani pravil zakonodaje, ki jo bo treba še premagati, preden boste lahko začeli to stvar delati. To zdaj ne pomeni, da se treba ustrašiti, pa je groza, pa to se pa zihar ne da. Ne, to samo pomeni, da morate imeti pod kontrolo te stvari, nič drugega. Ne. Samo, da je treba vedeti, kaj tukaj vse je treba narediti za to, da neko tako stvar lahko začnete izdelovati ali in prodajati. Ne pa, da je zdaj, groza, zakoni pa tam ne piše, da se nekaj ne sme. Ja, mogoče trenutno piše, pa malo ne bo več, ali pa obstaja neka protokol ali kakorkoli. Ponovadi smo še vedno najdeli nek način. Tam je pa treba imeti to pod kontrolo. Naslednja tema so konkurenčne prednosti, kjer se potem noter ponovadi opisujejo konkurenčne prednosti samo na ravni produkta. Se pravi, naš izdelek je pa boljši od ostalih zato, ker ima slovenske sestavine in tako naprej. Tle je težava s temi stvarmi je, da je treba zopet imeti za tako konkurenčno prednost nek dokaz. Skratka, da imate vi slovenske sestavine, pa lokalno poreklo,
kot primer, a je to zdaj v resnici nekaj, zaradi česar bojo ljudje bolj verjetno kupili pa uporabljali vaš izdelek ali ne, ali me čisto vsem. Ker če me čisto vsem, pa to ni konkurenčna prednost, pa je to vsem. Če je slovensko preklad, pa če nima nobene veze, če je ljudem to vsem. Pa je to samo vaša želja, ki pa ne temelji na kakršnikoli potrebi. Tako da konkurenčna prednost, ko jih boste naštevali, zopet, če vas kdorkoli vpraša, zakaj je pa to konkurenčna prednost, je treba imeti neko razlago, ki temelji na dveh virih podatkov. Eden je, ker smo se pogovarjali z našimi potencialnimi uporabniki in smo ugotovili to pa to, ali pa, ker smo testirali naš produkt in smo ugotovili to pa to, in zaradi tega je ta lastnost našega produkta konkurenčna prednost. Ampak naj se ne opisuje konkurenčne prednosti samo na ravni produkta. Naj se opisuje tudi druge stvari, ki jih imate in jih drugi morda nimajo, ki se nečesa podobnega lotevajo. Imate strica, ki ima eno veliko firmo, ki vam lahko pomaga nekaj delati. Fajn, pišite to. Imate neko znanje nekoga ali pa kdo izmed vaše ekipe, ki nekaj zna, kar je zelo redko, pa drugi ne znajo. Fajn, pišite to. Tudi to je konkurenčna prednost, ker zopet poudarjam, ni tukaj cilj prepričati, da je vaš produkt najboljši, ampak da ste vi kot ekipa najboljši. Ker na koncu podjetja delajo ekipe, ne produkt kot tak. Jaz poznam veliko primerov podjetnikov, ki ne rabijo niti vedeti, s čim točno se bojo ukvarjali, pa bi rad delal z njimi, zato ker znajo delati stvari na prav način, znajo nabrati podatke, znajo, ko se odločajo o nečem, se odločati na podlagi podatkov, ne pa na podlagi nekih hipotez, nekih misli, ki jih imajo, ki pa so lahko popolnoma zgrešene. Tako da, tukaj probite še pogledati, kaj je še ostalo, kar vas lahko loči, ali pa kar vas loči od ostalih podobnih ekip, ali pa skupino, ki kaj podobnega delajo, ali pa ostalih podobnih ekip tukaj na poprih, pa povejte, v čem ste še vi drugačni in boljši. Poleg kje je vaš produkt drugačen in boljši. Naslednja taka velika skupina priporočil so potem poti do kupcev. Majhen smo se že tega dotaknili. Tista, ki se najpogosteje skoraj pojavlja, je, da so naštete neke marketinške aktivnosti, ki bi vi to prodajali, kako bi marketing delali, trženje, pa nič ni to, zdaj je to samo nek spisek. Nič od tega ni opredeljen, a je to res, so to najboljši načini ali mogoče kakšen drug način obstaja, ki je boljši. Zato probajte, če se le da, narediti kakšen test, kakšen eksperiment. Kaj to pomeni? Pomeni, da dobite nekje 100 mailov, pa pošljete na teh 100 mailov neko vsebino, predstavite svoj produkt pa nekaj in vidite, koliko ljudi vam klikne na kakšno povezavo, ki je v mailu, da pridejo na vašo spletno stran pa na vašo Facebook stran. Ali pa nekaj objavite na Facebook ali pa Instagram, pa vidite, kakšen like dobite. Tako. Se pravi, da se naredijo neki testi, da vidiš, da je ta način, kako bi ti prišel do strank, dejansko deluje. Ker jaz sem ogromno stvari probal v svojih firmah, ki niso delovale. Smo dajali oglase v časopise, popolnoma brez veze. Smo delali kampanje na Facebooku za neke zadeve, čist brez veze, ker ni bil to ta pravi kanal. Se pravi, če lahko vi kakšen tak test naredite, na podlagi katerega boste opredelili, ta način trženja pa smo že preverili in smo ugotovili, da deluje, super, odlično. Ne rabite za to prodajati stvari. Zdaj sem dal pa primerov, kjer samo spremljate ta odziv, se pravi ta kazalnik, ki ga vi spremljate, koliko ljudi klikne, koliko ljudi odpre mail, koliko ljudi mi da like, koliko ljudi me vpraša, kje se pa to lahko kupi. Že to so v redu kazalniki. Pazite pri kazalnikih, da boste specifični, recimo redno kupovanje, odgovarjanje na naša sporočila, stranke bojo rekle, da smo jim všeč, to niso kazalniki, to ni nič. Kazalniki so, tako kot sem zdaj rekel, nekaj, kar lahko meriš. Delež ljudi, ki odpre mail, obisk na naši spletni strani, število lajkov na našem na Instagramu, na Facebooku. Koliko mailov smo dobili, da so nas ljudje vprašali, kje lahko to kupijo. Take stvari. To so kazalniki, nekaj, kar lahko meriš, kar lahko rečete. V prejšnjem mesecu je bilo pa tega toliko. Redno kupovanje, ne vem, kaj točno zdaj to je.
In pol, ko imate kazalnike, jih lahko med meseci primerjate, pa rečete, ta mesec smo pa boljši kot prejšnji mesec, zato ker smo dobili na objavo, ko smo jo dali na Facebooku, še enkrat več lajkov kot na prejšnji mesec. Fajn. Se pravi, kazalniki omogočajo to, da se lahko primerjaš skozi mesece, da vidiš, ali si zdaj boljši, ali si slabši, stvari, ki jih delaš, so boljše, kot stvari, ki si delal prejšnji mesec, ali so slabše, ali vse enako. Ker če je redno kupovanje kazalnika, kaj bi tukaj lahko rekel? Ja, redno kupujejo. Kako hočemo da to primerjati med meseci, recimo. Push-pull pomeni to, da malo pogrešamo včasih, da bi opisali, kako boste da bi malo opisali, a boste vi delali prodajo pa trženje tako, da boste ljudem dali neke vsebine, neke stvari pisali, neke zanimive, zabavne, drugačne, pa tako bo ljudje vam prišli, ali boste vi ljudi mogli načrtno najdeti, pa jih se pripeljati. Prav, boste delali neke sorte osebno prodajo, pa do vsega šli, ali boste delali oglase na Facebooku, ali boste delali nekaj drugega. Se pravi, objave v časopisih, novinarji bojo o nas brezplačno pisali, ker imamo zanimivo zgodbo. Naredili smo blog, kjer bomo gor dajali informacije o tem, kako zdravo živeti, in potem bojo ljudje prišli do nas, ker bojo našli te informacije. Tako, tole. In pa tale zadnja, grozno pomembna, poskuste v tem času, ki ga imate, in više kot greste, več časa imate, poskuste kakšne lastne kanale vzpostaviti, kaj s tem mislim. S tem mislim čisto preprosto. Facebook svoj, Instagram svoj, TikTok svoj, pa kaj gor. Bazo mailov, recimo. Smo nabrali že 500 e-mailov naših potencialnih kupcev. Wow, fajn. Se pravi, to so neki lastni kanali, ki ste jih zdaj zgradili, ali pa smo že 5 novinarjev poklicali, pa so rekli, če bi kaj objavili, pa so rekli, da bojo takoj, ko bomo neki mail objavili, ko je zanimiva stvar, ki jim delamo. Ok, fajn. Se pravi, imate že 5 novinarji ste zmenjeni, da vas bojo brezplačno objavili. Bravo. Tako da to so te lastni načini brezplačne promocije, ki jih začneš od začetka, ko gradiš neko podjetniško zgodbo vzpostavljati. In prej, ko jih začneš, boljše. Se pravi, če imate popri tekmovanje, pa noter v prostoru 100 ljudi, ja, ne bi bilo nekako logičen, da boste pol, če je to nekaj, kjer se vmes skrivajo tudi vaše potencialne stranke, da boste na koncu probali do vsakega vsaj mail dobiti, pa reči, a ti je slučajno tole, kar mi delamo, interesantno, daj pusti mi klele mail, pa te obvestim, ko bo na voljo. Na ta način nabirate svojo lastno bazo nekih mailov, ki jim lahko pol pošiljate napredek, recimo, kaj se kaj dogaja z vami, in pa potem nekoč, če to preide v situacijo, kjer se bo tudi kakšna stvar bila dejansko na voljo, kdaj zakupiti, da lahko tudi takrat uporabite pol to bazo. Kar se tiče, zdaj smo že pri koncu bolj, kar se tiče prihodkov in stroškov, zelo preprosto, ponavadi je podcenjen strošek marketinga in prodaje, se pravi, dali bomo 100 evrov v Google oglase, ampak 100 evrov ne boste prav veliko naredili, in pa distribucije, se pravi, prodajali bomo to v trgovinah, fajn, sem trgovina vam bo vzela vsaj tretjino do polovico. In tega pol ni, ko govorite o ceni, naša cena izdelka bo 10 evrov, se pol ne upošteva, da ja, že fajn, 10 evrov bo ljudje plačali, sem vidite, sem 5 dobili, zato ker ostalo vam bo pobrala vmes trgovina, kjer bi vi pravite, da boste to stvar prodajali. In pa ta druga, da ni testov cene, kar pomeni, da imate noter neko ceno, ki ste si jo zmislili, 10 evrov, ki je lahko zdaj na podlagi konkurenčnih produktov smo prišli do ugotovitve, da za to vrstne produkte ljudje so vajeni plačevati 10 evrov, in pa potem je fajn narediti nek test. Pa rečete, smo pa naš produkt pokazali že 10 ljudem, in ko smo jim povedali za ceno, so rekli, wow, to bi pa jaz kar tukaj kupil, mi pustiš. Pa žal nismo mogli, ker ne smemo še prodajati, ampak ste pa testirali ceno, kar je ogromen napredek. Se pravi, zdaj veste, da je cena, ki jo tukaj imate, neki, pri čemer lahko dejansko pričakujete, da bi se kakšna ta transakcija zgodila, se pravi, denar za vaš izdelek. Če za konec, glede minimalnega sprejemljivega produkta,
kaj ste točno testirali, kako, a ste sam del produkta testirali, sam barvo, sam ceno, sam velikost, ne? A ste testirali samo za neko skico, prav, a ste naredili 3D, če imate produkt fajn, imate dejansko že produkt, ki ste ga pokazali, super. Ne? Tako, opišite malo, kakšne aktivnosti ste tukaj delali, da ste testirali, in pa tisto, kar je tukaj najpomembnejše, kakšne povratne informacije ste na testih dobili in kaj ste na podlagi njih naredili drugače. Test ni prodaja, cilj testa ni dobiti povratno informacijo, wow, kako je naš produkt fajn, in testirali pa so vsi rekli, da jim je ful všeč, s tem nimam okej. Ne? Razen če slučajno imate res veliko srečo, pa so vsi rekli, da jim je ful všeč, ampak še to lahko pomeni, da so vam hoteli laskati, ne zato, ker bi jim dejansko bilo všeč, ampak da ste se hoteli razočarati. Tako da poskusite tukaj res reči enostavno na podlagi x test, 7 testov, da smo testirali na naših potencialnih strankah, ki smo jih tudi že opisali prej, ko smo opisovali, kdo so naši kupci, in povratne informacije, ki so nam jih dali, so tele, pa tele, pa tele, preveč tega, premalo tega, tole manjka, ti si odveč, in na podlagi tega smo spremenili naš produkt tako, da smo odvzeli tole, dodali tole, spremenili tole, ne? In imamo že dodatne 3 ideje, kaj še narediti, zato ker smo testirali in so nam ljudje povedali, da jim to še manjka. Ne, recimo tako nekako bi pol izgledala ena taka v redu opredelitev pa poglavje, kjer govorite o minimalnem sprejemljivem produktu. Kar se interakcij še tiče, čisto za na konec, probajte noter vpisati kakšno informacijo, da to tema ste govorili z ne samo kupci, ampak s kakšnimi strokovnjaki, s kom, ki se spozna na to področje, kaj vam je kaj povedal, s kom, ki je že kakšen podoben produkt delal, kaj vam je povedal, s kom, ki je prodajal karkoli podobnim strankam, uporabnikom, ki jih vi tukaj noter opisujete, kaj ste se naučili. Tako da se vidi, da iščete informacije, ki vam bodo preprečile, da bi sami odkrivali toplo vodo. Te informacije dobite od raznih strokovnjakov in drugih, ki so že kaj podobnega delali. In pa še čisto za na konec, zelo fajn je videti neke dokaze o tem, da to, kar vi delate, že ima nek obstoj, da neko življenje. Kaj to je? Tukaj sem vam sam gor par naštel stvari. A imate logotip, imate ime produkta, imate kakšno vizitko narejeno, imate spletno stran narejeno, imate Facebook, imate LinkedIn svoje urejene, imate Instagram narejen, imate kakšen letak, kakšno predstavitev, karkoli tazga, kar lahko nekomu pokažete, da se nekdo pogleda, je sam bonus. Se pravi, ker to pomeni, da ste nekaj delali, da so bile neke aktivnosti narejene, da niste samo sedeli pa razmišljali, pa nekaj pisali, ampak da ste dejansko nekaj delali. Vse te stvari, spletne strani in tako naprej, to je vse nič ne stane, to nič ne stane. Vizitke si doma lahko sprintate na malo trši papir, ne komplicirati glede teh stvari, ampak samo začnite jih delati. To je kle bistvo. Tako da, evo, kar se tiče mojih priporočil, smo klele zaključili. Jaz bom tole prezentacijo, ki ste jo ravnokar videli, tudi poslal in kakor jaz vem, bo na voljo vsem. Mislim pa tudi, da se je tole snemalo, tako da če boste želeli se kdaj kaj vrniti nazaj, na tole se lahko vrnete. Sicer pa vam želim veliko uspeha, v chatu vidim, da ni nobenega vprašanja. Vam želim veliko uspeha, da naprej na poti vaši primarno podjetniški, sekundarno pa tudi teli tekmovalni na poprih. Če bo pa kdaj kakšno še tako vprašanje v povezavi s temi stvarmi, pa moje ime imate, moj kontakt bo gor na teh slajdih, ki boste dobili, pa ste več kot vabljeni, da se oglasite, pa malo poklepetamo. Srečno. Super. Blaž, hvala. Imamo mogoče kdo, bom jaz enkrat pozvala, kako vprašanje? Imate kaj, lahko napišete v chat ali pa lahko se tudi javite, če vam je kaj zanimivega. Sem v bistvu snemala, tako da če kdo rabi posnetek, lahko delim, lahko se mi kar javite na mail, tam je pa tudi tako, ko je rekel Blaž, njegov kontakt. Jaz bi zaključila mogoče s to mislijo, da imate srečo, da ste tudi sicer online videli že Blaža, zato ker vam lahko izdam, da bo tudi nekatere izmed vas ocenjeval v finalu Popri. Tako da, če ne prej, Blaž, se vidimo 4.4., tako kot z vsemi ostalimi, in hvala, da si bil danes z nami. Z veseljem. Hvala za vabilo, Danila. Srečno. Ja, čau, čau.
Zdaj imamo pa za konec v bistvu še enega gosta, ki ga nisem takrat, ko sem vam pošiljala mail in kaj preveč izpostavljala, zato ker sem želela, da bo to malo po eno tako presenečenje, ampak se mi zdi zelo fajn, zato ker bo z nami v bistvu delil eno tako izkušnjo. Naj vam samo predstavim v parih povedih, ki mi jih je v bistvu on poslal. To je Nejc Škoberne, doktor računalništva in informatike, soustanovitelj podjetja Genialis ter soustanovitelj in direktor podjetja Meetingsbio. Nejc, upam, da sem dobro prebrala. Drugače je tudi oče 5 infantom, s katerimi se rad podaja na mladostniške podjetniške podvige. V prostem času pa se uči klavir ter igra kitaro in violoncelo. Tako, Nejc, si že z nami, ne? Sem, No, živo. super. Upam, da sem te v redu predstavila. Super. Kar sem želela vam še podati na dušo in tudi kar je nekako namen tega, da je v bistvu Nejc z nami, je to, da zavedajte se, da to, kar delate vi na enem tekmovanju, se pač v življenju dejansko dogaja. Pač podjetja dejansko pičajo pred, sem rekla že prej, komisijami, zato ker se borijo mogoče za neko investicijo, ker jo pač rabijo mogoče na začetku, mogoče v samem razvoju podjetja. Tako da dajte se šteti to, da sodelujete na enem takem tekmovanju tako eno tako čast in vam tudi čestitam, da ste toliko zagrizli in da ste prišli do konca, zato ker verjamem, da ni bilo prav lahko. Ampak ne bo to ena prva izkušnja mogoče na vaši lahko podjetniški, lahko pa ne nujno podjetniški poti. Tako da, Nejc, ti prepuščam besedo, bi vas pa na začetku še pozvala, če imate kakršnokoli vprašanje, dajte napisati v chat, ali pa dajte se javiti, ker bi vam Nejc z veseljem odgovoril tudi na kaj, kar bi vas zanimalo. Zdaj ti pa kar prepuščam besedo, Super. Nejc. Hvala, Daniela. Hvala, Blaž, tudi tebi za super predavanje. Živijo vsem, moje ime je Nejc. Zelo bom vesel, ne bom veliko časa govoril. Čist na kratko bi vam položil par stvari na dušo. Drugače, jaz sem zelo si želim, da bi ta podjetniški duh, podjetniška mentaliteta nekako prišla do mladih. Tudi zato, kakor je rekla Daniela, imam kar nekaj različnih projektov s svojimi otrokmi, ko so stari od 2 do 14. Smo že kar velike, zanimive stvari počeli. In bi v bistvu danes sem izpostavil par stvari, ki se meni zdijo pomembne, pa niso samoumevne, se mi zdi, predvsem v našem slovenskem prostoru, za marsikoga, ki se spušča na neko podjetniško pot. Jaz sem računalničar, jaz sem v bistvu do svojega 27. leta bil siguren, da jaz bom pač celo življenje računalničar. Mene niti malo ni zanimala prodaja, marketing, biznis, vse te stvari so mi bile popolnoma nezanimive. Moji starši so podjetniki in vedno sem se probal izogibati teh stvari in sem pač bil inženir. Potem sem pa ugotovil, da v resnici to gradnja podjetja, gradnja ekipe, prodaja, se pravi v najširšem pomenu, in o tem bom danes par besed spregovoril, so v resnici zelo zanimivi. Ko se enkrat v to vržeš, ko se enkrat spustiš v to. Še zmeraj rad kaj programiram, ampak danes sem bistveno bolj v strateški vlogi, dajmo temu reči. Čisto na kratko, se pravi, Genialis je bilo podjetje s področja bioinformatike. 2017 sem pridobil investicijo v višini 2 pa nekaj milijonov, tega nekaj kapitala, šel v Ameriko s celo družino za 1 leto, postavil komercialno ekipo, po 1 letu ugotovili, da produkt ne pije vode na trgu, smo morali celo firmo obrniti v drugo smer, v drugo storitev. Tako da na nek način je skoraj vse skupaj šlo po gobe, pa smo potem rešili. V Meetingsbio je pa čisto druga zadeva, tle pa v bistvu prodajamo prodajne storitve. Po domače rečeno, prodajamo sestanke v imenu naših strank, pošiljamo jim kupenih mailov in
jim urejamo prodajne sestanke. Enkrat sem se zavedel, da v resnici kot podjetnik, kot soustanovitelj, kot nekdo, ki se gre te stvari, ki se jih zdaj vi greste, imajo v bistvu nalogo prodajati vsaj trem različnim publikam. Prva publika so v bistvu vaši sodelavci, vaši trenutna ekipa, bodoča ekipa, vsi, ki jih boste kdaj zaposlili. Zakaj rečem? Ja, ker v bistvu njih morate vi najprej navdušiti, če želite, da bojo oni sploh hoteli z vami karkoli početi. Pri nas recimo v ta prvi firmi je bilo to izjemno pomembno, ker nismo imeli nobenega denarja nikjer in je bilo vse skupaj na enem upanju, na eni viziji in prvih 10 ljudi, ki so delali z mano, so v bistvu delali samo zato, ker so verjeli, da bo nekaj iz tega nastalo, čeprav plače smo imeli zelo slabe, zelo slabo nam je šlo na začetku. Tako da v bistvu najprej seveda, če hočeš ti to prodajati, tudi svoji ekipi, moraš v resnici sebi prodati. Moraš ti verjeti, da se da nekaj velikega narediti. Oziroma nekaj novega, nekaj drugačnega. Meni je zelo pomagalo tukaj gledati eno ameriško oddajo Shark Tank, verjetno marsikdo pozna. In čeprav je oddaja samo po sebi tako zabavne narave na nek način, se v resnici ogromno naučiš. Naučiš se videti, da v bistvu je zelo dobro, če si zelo, zelo strasten do tega, kar počneš. Če znaš zelo dobro predstaviti svoje ideje in svojo vizijo. Tako da zelo toplo priporočam, če imate le možnost to nekje poiskati, pa pogledati vsaj par teh epizod. Meni je to zelo pomagalo, nasploh pri pitchanju že za to investicijo, ki sem jo prej omenil, pa nasploh v bistvu za to, da sem bolj začel verjeti v to, kar počnem in z večjim navdušenjem razlagati drugim. To je eno občinstvo, se pravi ekipa zaposleni. Seveda potem drugo je potencialne stranke, v neki točki verjetno, če boste pač na takem trgu in s takim izdelkom oziroma storitvijo, boste pač morali nekomu nekaj prodati, da boste kakšen denar zaslužili. In tukaj je enako, ni dovolj ponavadi to, da sploh pri storitvah ali pa sploh pri kompleksnejših produktih, da imate vi samo nek produkt, ki sam zase govori. Vi prodajate v resnici celotno ekipo, celotno zgodbo. Vi prodajate v bistvu vizijo vaše stranke v prihodnosti z vašim produktom oziroma storitvijo. Kakšna bo ta vaša stranka, kaj bo dosegla. In to je zelo težko, če sam nimaš tega žara, če sam nimaš tega navdušenja, ki ga pač kažeš. Zdaj, tretje občinstvo, mislim, da so pa v bistvu vsi akterji, ki ti lahko neko financiranje dajo, se pravi investitorji, posojilodajalci. Njim tudi v resnici moraš prodati celo zgodbo, ne samo vizijo produkta in storitve, ampak v resnici celotno podjetje, ker njim v resnici dobesedno prodajaš podjetje. Investitorjem ponavadi procente v tvojem podjetju. In tukaj je ravno tako. Tukaj se mora videti, da ti to res verjameš, da imaš velike sanje, hkrati moraš seveda nekako pokazati, da niso vse samo sanje, da si tudi dejansko že kaj naredil, ampak mora biti oboje. Ker če si pa samo dajmo reči, popolnoma realističen in nič idealističen, boš težko navdušil nekoga za svojo vizijo. In se mi zdi, da v našem prostoru v Sloveniji je to zelo nenaravno. Dostikrat nas je sram karkoli prodajati. Dostikrat se nam zdi, da je v bistvu s tem nekoga v neki silimo, nekega posiljujemo na nek način. In tle se mi zdi, da imamo ene te zavore, ki se jih pač moramo osvoboditi in, kakor rečeno, se mi zdi, da k temu lahko pomaga, da pač pogledate kakšen Shark Tank ali pa tudi recimo kakšen film o prodajalcih in prodajah nasploh, da vidite, kako je to res umetnost. Ali pa, ko boste na tej točki, ali pa če ste že na kakšni, pokličete kakšne prodajalce, sesalcev na dom, pa vidite, kako to izgleda, kako se oni v resnici tega lotijo, kaj vse gledajo, kaj vse razmišljajo, ko v bistvu... Meni je recimo danes blazno zanimivo gledati enega dobrega prodajalca v akciji,
in opazovati, kaj počne, a ne, kako v bistvu strukturira svojo zgodbo, svoj pitch, kakšne vprašanja sprašuje. Ključna pri prodaji so v resnici vprašanja, ker s tem v bistvu ti daješ vedeti prvič, da te zanima človek, ki mu pač nekaj prodajaš, da te zanima, kaj on razmišlja, njegove potrebe. Sploh to je pomembno pri prodaji izdelkov pa storitev. Tako da ja, jaz sem pač se moral dejansko naučiti tega čist iz nule in v Sloveniji, zato ker pač v Sloveniji nimamo veliko te kulture. A ne? Recimo v Ameriki je ta prodajalska, hustlerska kultura zelo močna in tam dostikrat, ko investitorji ocenjujejo ameriške firme, imajo vedno ta problem, da se sprašujejo, a je to bolj kot ne en sam marketing pa prodaja, ali je zadnje tudi kaj substance, ali je zadnje tudi v resnici neka tehnologija, nek produkt, ki je dober. Medtem ko pri nas je pa lihu obratno smer. Mi pa ponovadi se čist preveč fokusiramo na tehnologijo, produkt, pa zelo, zelo premalo na neko malo bolj velikopotezno vizionarsko razmišljanje. In to je zanimivo, no? Jaz sem to čisto na lastni koži doživel, ko se ti kot Slovenc pogovarjajo z nekim Američanom, recimo. Dostikrat je to v bistvu prednost. Včasih nam je pol nerodno, joj, pa slabo govorimo angleško, pa tako, ampak recimo dostikrat se ti ljudje potem že zavedajo, da ti ne znaš dobro prodajati in verjetno, da si sploh prišel do njega, to pomeni, da imaš nekaj konkretnega, nekaj dobrega za pokazati. No, tako da v bistvu nam gre to na nek način to v prid. Evo, a je kakršnokoli vprašanje na tej točki? Mislim, da ni. Najzdo je. Jaz imam eno vprašanje, če lahko. Ja, z veseljem. Ja, hvala, Nej, za vaš čas. Jaz sem bila tudi v Ameriki in sem ravno domov prišla in razumem to prodajo in se mi da ena največjih stvari, ki sem jo odnesla v Ameriki, je marketing sama sebe, marketing podjetja, prodaja. Ampak bolj na vprašanje, na hitro ste omenili, kako ste mogli ste ugotovili, da produkt ni bil ta prav, ni zavzel ta pravo stranko in ste mogli spremeniti smer. A lahko bolj opišete, kako je bil kako ste opazili, da to ne bo šlo in v kako ste potem pivotirali v drugo smer? Kako je bil to obdobje? Z veseljem. Najprej, kar direkt povem, da je bilo zelo boleče. Ko ugotoviš, da in to sem v bistvu zelo hiter potem, ko smo to investicijo dobili, sem ugotovil, mogoče smo mi malo prehitro to investicijo dobili. Čisto v smislu, da verjetno še nimamo dovolj potrjene hipoteze o produktu in trgu oziroma povezavi teh dveh stvari, da bi lahko pospešili prodajo, za kar je bila v bistvu investicija namenjena. Nismo imeli product market fita in smo v resnici s temi 2 milijoni šele iskali product market fit. In to je zelo naporno, sploh, ko imaš investitorje in moraš to ves čas komunicirati, razlagati, hkrati moraš biti iskren, hkrati ne smeš biti pesimist, mislim, zelo psihično naporno. Pri nas je bilo pač to, da v resnici nista bila poravnana vrednost produkta in velikost trga. Se pravi, premalo strank je bilo pripravljenih plačati dovolj dolarjev na leto, zato da bi to bil en tak posel, ki smo ga mi v resnici prodali našim investitorjem. Tako da v bistvu smo morali nekako pogruntati, ok, ta biznis, ne vem, lahko krata max 10 milijonski na leto, investitorji, venture capital investitorji so zainteresirani za vsaj 100. Ne? Se pravi, en red velikosti, tle not nam je zmanjkal in je bilo pač treba začeti razmišljati, kaj zdaj. V našem primeru je bilo to tako, da jaz kot računalničar v biološkem okolju nisem domač, tako da sem soustanovitelj, prosil, če bi prevzel kot direktor, jaz sem se umaknil v komercialno vlogo, on je prevzel v bistvu pivotiranje celotne firme, začeli smo v bistvu uporabljati produkt, ki smo ga razvili za interne potrebe in na njem ponujati eno storitev, na začetku kot storitev, z idejo, da pol bomo pa že nekaj pogruntali. Dajmo najprej mi prodati na nek način naš čas plus uporabo tega izdelka, tega softvera, potem bomo pa že nekaj zgruntali. No, in to se je dejansko zgodilo. Ta moj soustanovitelj je bil zelo, zelo dober v tem, tako da Genialis gre danes naprej, ampak je bilo pa zelo naporno. Tako da meni je največji
največja stvar, ki sem se te naučil, res dobro imeti zvalidiran product market fit, preden se gre v neko večjo investicijo, kot je milijoni denarja, ker je zelo težko potem kasneje to pivotirati, ko imaš že 30 ljudi, veliko ekipo, pa vsem razložiti, zmotili smo se, to pa v resnici ne dela na trgu, zdaj moramo pa čisto nekaj novega pogruntati. To je bistveno lažje, ko je 3 v ekipi ljudi. Ne? Upam, da kaj pomaga. Super, hvala. Odlično. Evo, Dobro. jaz se bom moral posloviti. Hvala za povabilo, pa se vidimo 4. Super. Hvala, Nec. Živjo. Lepo se imejte vsi. Živjo. Ja, adijo. Jaz bi vas na koncu samo še vse enkrat pozvala in mislim, hvala, da ste prišli. No, jaz upam, da vam je bilo zanimivo. Letos sem prav za nalašč povabila v bistvu Neca zraven, da sploh z nekaterimi, tako ko je verjetno Kaja, sklepam, ki je zdaj nekaj vprašala, že posegate po nekih prvih investicijah in bi se vam mogoče to zdelo zelo zanimivo. Bi rekla, da, tako ko je rekel Nec, da pogledate dejstvo, kako epizodo Shark Tanka, ker vam bo sigurno pomagala na tej poti. In edino eno povabilo, kaj mi lahko pošljete, tisti, ki rabite posnetke, sem videla, da ene ste dali v chat, mi lahko pošljete na mail, pa vam bom potem šerala posnetek tega YouTubea, zato da vas ne iščem na več kanalih. In nič, jaz mislim, da že vsi, ki ste prišli do tle, ste tako za mene v bistvu že zmagovalci. In če ne prej, mislim, se vidimo 4.4. v Novi Gorici, dajte zahrist še zadnji, še malo stisniti, no, se manjka še malo in še enkrat 28. je rok, da popravite projekte in da mi pošljete na mail, da potem imamo res vse ad acta in se vidimo 4.4. na pičih, ne? Lepo se imejte. Hvala. Živjo. Hvala, adijo. Hvala, adijo.